Po zimskem garanju in uspešnih pripravah se je začelo zares. Grofje smo v nogometno pomlad zaplesali na domačem dvorišču. Prvi nasprotnik je bil na stadionu z Dežele, drugovrščeni Aluminij. Gostujoči strateg Slobodan Grubor je ostal brez Petroviča, ki je odšel k Rapidu. V šumu se je iz nemškega Dinama vrnil Štor, ki pa zaradi bolezni tokrat ni igral. Kazen kartonov sta prestajala Kontek in Jakšič, a so ob kapetanu Vrbancu zaigrali tudi Leko, Klepač in Živković, ki so skupaj dosegli 27 od 39 zadetkov Aluminija. Naš trener Dušan Kosić še vedno ne more računati na usluge poškodovanih Denija Štrausa, Nina Pungarška, Amadeja Brecla in Jakoba Novaka. V ogenj je od prve minute poslal oba novinca na bočnih položajih, Advana Kadušiča in Denisa Marandičija. Po začetnem otipavanju smo Grofje zadeli iz prve prave priložnosti. Žan Benedičič je izvedel kot. Gostje žoge niso uspeli izbiti iz svojega kazenskega prostora. Preko Darija Vizingerja in Luke Kerina je prišla do Mitje Lotriča, ki jo je z močnim diagonalnim strelom po tleh poslal za hrbet Kovačiča. 25. minuta, Celje Aluminij, 1-0, Mitja Lotrič. Deveti gol naše devetice v tej sezoni prve lige Telekom Slovenije. V prvem delu nismo videli veliko priložnosti. 3/4 igralnega časa je bila žoga v rumeno-modrih nogah. Naši fantje so izpolnjevali taktične zamisli svojega trenerja. Z organizirano in disciplinirano igro so drugega s prvenstvene razpredelnice zasenčili in držali daleč stran od vrat Matjaža Rozmana. Šumarji so v enem redkih napadov poizkusili ob koncu prvega polčasa. Podaja Vrdoljaka v naš kazenski prostor, reakcija Matjašiča je bila preslaba za naš gol. Drugi del smo odprli Celjani. Močan strel Advana Kadušiča z roba kazenskega prostora je Kovačič ukrotil. Žan Zaletel je žogo dal Žanu Benedičiču, ki je v prazen prostor elegantno poslal Luko Kerina. Luka je še drugič na tekmi pripravil strel kapetanu, ki je s krasnim udarcem z roba kazenskega prostora še enkrat premagal Kovačiča. 51. minuta, Celje Aluminij, 2-0, Mitja Lotrič. 10. v prvi ligi Telekom Slovenije letos. Po podaji Mitje Lotriča iz kota je z glavo iz težkega položaja poizkusil Dario Vizinger. Kovačič je njegov poizkus ulovil. Žan Benedičič je žogo podal do Mitje Lotriča, ta pa je v lepo priložnost poslal Ivana Božiča. Kovačič je njegov poizkus z nogo odbil kot. Aluminij je v končnici na igrišču ostal z igralcem manj. Po prekršku nad Luko Kerinom je Rade Obrenović nekdanjemu grofu Pečniku pokazal drugi rumeni in posledično rdeči karton ter predčasno pot pod prho. Rumeno-modri so se držali principov svojega trenerja in jih dosledno izvajali. Agresija Žana Benedičiča je že neštetokrat obrodila sadove. Tudi tokrat, ko je Čermaku vzel žogo in jo podal do Mitje Lotriča. V zadnjem trenutku je posredoval Vrdoljak. Žan Benedičič je znan po močnem in natančnem strelu od daleč. Tokrat je njegov projektil zletel nekoliko prek vrat Aluminija.
Rezultat se do konca ni več spremenil. Po zadnjem žvižgu Radeta Obrenovića je Aluminij vpisal 5. poraz, mi pa smo prišli do 10. zmage v letošnji sezoni. Na lestvici ostajamo 4., a imamo samo točko manj od tokratnega nasprotnika in 2 manj od drugouvrščenega Maribora. Na vrhu je Olimpija s prednostjo 2 zmag. Ostajamo druga najučinkovitejša ekipa s 3. obrambo lige. Mitja Lotrič je z 10 zadetki in Marošo 5. najboljši strelec. Dario Vizinger s 13 goli še naprej ostaja drugi strelec lige. Ob Požegvancašu, Vrbancu in Hotiču je Dario s 6 podajami tudi vodilni asistent državnega prvenstva. Mitja Lotrič in Luka Kerin sta s Kronavetrom mesto nižje zbrala asistenco manj. Časa za počitek ni, že po jutrišnjem nas čaka nova zahtevna tekma. V sredo ob 18. uri bo na stadionu z Dežele naš nasprotnik Bravo. Z vstopnico s tekme proti Aluminiju je mogoč prost vstop. Za vse druge so vstopnice po izjemno ugodnih cenah na voljo na blagajni pred stadionom. Se vidimo!